V tokratno oddajo Niza Heureka uvrščamo pogovor z znanstvenico, ki je bila svojo skupino z Univerze na Primorskem uspešna na pomembnem evropskem razpisu. Docentka doktorica Živa Fišer-Pečnikar je namestnica predstojnika oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in se ukvarja z različnimi segmenti tega področja. Projekt z naslovom Celostni pristop k varovanju evropskih ogroženih rastlinskih vrst za 21. stoletje je za naslednja 4 leta financiran v sklopu akcije KOST. Naj še povemo, da so letos 3 slovenske znanstvenice pridobile sredstva iz medvladnega okvira za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije KOST. KOST akcije so pravzaprav kot neki projekti, ki jih financira Evropska unija. Ne gre za raziskovalne projekte, ampak bolj za projekte povezovanja znanstvenikov oziroma tudi drugih udeležencev, ki delujejo na nekem ožjem področju. Bodisi je to družboslovno, naravoslovno, tehniško področje, ni važno katero. Gre v bistvu za to, da 2-krat letno KOST organizacija razpisuje razpis za prijavo na te akcije. Razpis je anonimen, torej v bistvu oni ne vejo, kdo se prijavlja. Prijavlja se pa kot nek konzorcij organizacij in raziskovalcev. Eden je pač glavni prijavitelj, en raziskovalec, ki ima pa za sabo lahko večjo ali manjšo skupino ljudi. Pri nas nekako je ta ideja o KOST projektu oziroma o KOST akciji zorela kar nekaj časa. Jaz sem sodelovala že prej na eni KOST akciji in sem gotovila, da je to nekaj zelo pozitivnega za nas, ker spoznaš res ogromno ljudi v tujini, njihova področja delovanja in se lahko vključiš tudi v njihove raziskave. Tako da pred nekaj leti smo začeli razmišljati, da bi nekaj takega mogoče poskusili tudi sami s tako prijavo. Potem smo, enkrat spomnim, sem bila na obisku v Neaplju pri profesorci Giovanni Arone in sem jo omenila, da mi razmišljamo malo o prijavi take KOST akcije in je tako je podprla idejo in da bi ona z veseljem bila zraven. In ko smo dobili eno tako pozitivno, tak odziv, se je potem v bistvu začelo. Potem sem malo začela razmišljati, v katero smer, kakšne bi bile te tematike, ki bi jih vključili. Smo dali nekaj stvari na papir in povabili k sodelovanju tiste tuje raziskovalce, ki smo jih pač poznali, nekaj iz Portugalske, Španije in tako naprej. Vsi so bili v bistvu zainteresirani za idejo in tako se je potem začelo. Tako da pravzaprav nekako sama priprava te akcije je trajala eno slabo leto, recimo. Najprej smo pripravili te vsebine, potem smo pa začeli širiti to našo mrežo raziskovalcev. Začeli smo, v začetku nas je bilo mogoče 5 različnih držav, potem je ta številka poskočila zelo hitro na 15-20. Vsak od raziskovalcev je povabil mogoče še koga, s katerim sodeluje od kod drugot. In tako da na koncu smo zaključili, ko smo v bistvu oddali to projektno prijavo, je bilo zraven 32 držav. Res velika številka, se pravi, in še nekaj več v bistvu raziskovalcev, ker iz posamezne države lahko sodeluje več raziskovalcev. Tako da, prijavili smo projekt, jaz pa pravzaprav po pravici povedano nisem bila prepričana o uspehu, namreč uspešnost pridobitve teh akcij je, konkurenca je kar zelo huda. Zdaj lahko povem, da mogoče med temi projekti, da je bilo približno 400 projektnih prijav, pridobljenih je bilo pa samo 40, se pravi približno 10% akcij je bilo odobrenih. Nekako so nas tudi
opozarjali, naj ne bomo preveč razočarani, če ne bomo dobili v prvo, da potem imamo drugič še možnost ponovne prijave, popravljanja napak in tako da nismo niti računali, nismo bili tako kaj grozno razočarani, če tega ne bi dobili. Tako da je bil kar velik šok, no, ko smo junija letos izvedli, da smo v prvem poskusu to akcijo dobili. Tako da takrat se je pa v bistvu delo šele začelo, prvi del prijave je šla skozi. Potem smo bili takoj, oziroma jaz kot tista, ki je vodila vse to skupaj, sem bila pozvana na en spoznavni sestanek v Bruselj, ki se je zgodil tako v roku 2 tednov, takoj potem po rezultatih. Tam v Bruslju so nas seznanili s tem pravzaprav, v kaj smo se zdaj spustili, se pravi, kaj je to kost, kaj to zdaj pomeni za nas in kako bo potekalo nadaljne delo, ker dosti od nas pravzaprav ni natančno vedlo. To je le tak zelo, zelo velik projekt, ne sodeluje samo 1, 2, 3 države, ampak če sodeluje 30 držav, je to že z vidika koordinacije vseh aktivnosti, je to taka velika stvar. Tako da zdaj pravzaprav tale naša akcija se še ni začela. Mi imamo prvi sestanek in uradni začetek 15. oktobra. Do takrat imajo države in posamezni raziskovalci še možnost, da se priključijo tej naši akciji, tako da še vedno v bistvu število držav sodelujočih še narašča. Zdaj smo na nekaj, tam okoli 30, pa vemo še, da nekateri se nam bojo še priključili. In zdaj smo v fazi priprave na ta prvi sestanek, ki se mu reče kick-off sestanek, ko se bo vse skupaj začelo. Držav je veliko, jih je verjetno več kot je evropskih držav. Ja, tako pravzaprav kost sicer je osredotočen predvsem na evropske države, vendar vključuje tudi države, ki jim oni rečejo near neighbor countries. To so države, ki mejijo pravzaprav na Evropo, se pravi vključene lahko cela recimo Severna Afrika, Maroko, Alžirija, potem Jordanija, Izrael, Armenija. Tako da niso izključno samo evropske države, ampak tudi te države, ki mejijo na Evropo. To pa zaradi tega, ker aktivnosti znanstvene se ne končajo, se ne morejo nikoli končati samo, v eni državi ali pa na enem kontinentu, ampak je pomembno, da tudi evropske članice komunicirajo tudi z neevropskimi, se pravi z njihovimi sosedami. Ja, eno vprašanje glede tega, ravno te razsežnosti geografske. V tej geografski razsežnosti so rastlinske vrste, katerim pravzaprav vi namenjate svojo osrednjo pozornost, zelo različna, okolja so zelo različna. Se lahko potegne eno istočnico, eno recimo tako sumo vsega tega? Ja, seveda, vrste so zelo različne, ker pokriva Evropa tudi različna življenjska okolja, pa klimatske pasove. Zdaj, tukaj pri nas se ne bomo, tako kot mogoče pri kakšnih drugih projektih, osredotočali na varstvo ene same ali pa nekaj vrst, ampak je ideja za tem v bistvu pravzaprav varovanje nekako poenotiti znotraj držav, se pravi, da se sprejmejo neki skupni ukrepi, nekaj skupna pravila, da se recimo protokoli, ki se uporabljajo za varovanje vrst, da se poenotijo znotraj držav, predvsem pa tudi, da je to znanje o ogroženih vrstah, kako se jim pomagati, ki je recimo prisotno zdaj bom rekla tako, v zahodnji Evropi ali pa v severni Evropi, kjer namenjajo vseeno več sredstev temu, da se to znanje prenese tudi na druge dele, na Balkan, na vzhodno Evropo. To je eden izmed pravzaprav ciljev kosta, da je ta prehod znanja omogočen iz teh članic, ki imajo večje možnosti, na članice, ki imajo manjše možnosti. Tako da ne gre toliko s katerimi vrstami se bomo ukvarjali, bolj za postopke, ki so v ozadju tega ohranjanja. Torej, vi ste veseli, da ste pridobili akcijo Kost, po drugi strani pa pomeni to dejstvo, da če so sprejeli tako akcijo, je problem varovanja rastlinskih vrst pereč problem. Morda se tega vsi ne zavedamo.
Ne, res je. Jaz imam vedno občutek, da veliko se govori o kakšnih ogroženih živalskih vrstah, ki so tudi pač ljudem mogoče bliže, so bolj karizmatične, velike zveri, kakšni sesavci, ne, o tem se veliko govori. Medtem ko rastline so velikokrat bolj zapostavljene, pač so manjše, so manj opazne. Včasih nekateri znanstveniki govorijo kar o rastlinski slepoti, se pravi, da ljudje opazujemo okolico okoli nas, ampak rastlin ne opazimo, ne, toliko. Tako da ja, pravzaprav za tako mogoče en podatek v Evropi imamo približno 10.500 rastlinskih vrst. Pred približno 10 leti je IUCN, to je Svetovna zveza za varovanje narave, je naredila en seznam teh ogroženih vrst in v tem seznamu je pristalo približno 1800 vrst in ko so vse te vrste ocenjevali po njihovih kriterijih, so prišli do tega, da je nekako 500 vrst evropskih na robu izumrtja oziroma da bojo izginile, če jim ne bomo v bližnji prihodnosti nekako pomagali oziroma izboljšali njihovo življenjsko okolje. Seveda je pri tem pomembno iskati vzroke, zakaj je temu tako in tiste dejavnike, ki lahko na to vplivajo. Ja, mi znotraj tega projekta seveda vzroke bomo poiskali, vendar vzrokov ne moremo reševati, ker to so taki bolj globalni vzroki, na katere raziskovalci nimajo vpliva. Mi bomo iskali samo v bistvu rešitve, kako, na kakšen način bi bilo treba z njimi delati, da bi se vrste ohranili. Vzroki so seveda najbolj pereči je izginjanje življenjskega okolja, predvsem zaradi kakšnih gradenj, se pravi neka infrastruktura, potem tudi gradnja recimo cest, ki ni nujno, da uniči celoten življenjski prostor, lahko ga samo razdeli, fragmentira. To tudi vemo, da pač za vse vrste ima to negativne posledice, ker se populacije v bistvu razdelijo na pol, ne komunicirajo več med sabo, to ima potem kasneje vpliv tudi na genetiko skozi leta ali pa tisočletja, tako da postanejo bolj genetsko osiromašene. Tudi zaradi kmetijstva seveda prihaja do zmanjševanja življenjskega okolja, ker se pač nekateri habitati se spreminjajo v kmetijske površine, to v Srednji Evropi je zelo problematično. Potem seveda je ena od težav so tudi tujerodne invazivne vrste. Te so tudi zelo visoko na tej lestvici groženj avtohtonim vrstam. Teh vrst je z vsakim letom praktično več in je tudi tukaj zelo težko v bistvu neke ukrepe delati. Potem so pa še te kakšni manjši vzroki, ki pa včasih tudi v nekaterih okoljih niso tako nepomembni. Nabiranje rastlin, ljudje pač nabirajo določene stvari za lastno uporabo, lahko se ponekod nabirajo tudi še za farmacevtsko industrijo ali pa za prodajo. Mogoče to ni toliko znano, ampak ponekod na Balkanu recimo, imajo pa z nekaterimi vrstami kar precej v bistvu tega nabirajo in potem gre to se izvaža naprej, ampak to pač njim predstavlja vir dohodka, in je treba v bistvu potem iti še en korak nazaj, v reševanju teh težav, pač tem ljudem je treba omogočiti tudi nek drugačen alternativen vir preživetja. In klimatske spremembe, ki jih vedno bolj opažamo tudi pri nas? Ja, klimatske spremembe bojo zagotovo vplivale na v bistvu drugačno razširjenost vrst, se pravi tiste vrste, ki so prilagojene bolj na recimo toplo podnebje, na manj dežja, tiste vrste bojo mogoče celo razširile svoj življenjski prostor, problem postajajo tiste vrste, ki so prilagojene na hladnejše okolje, ki se zdaj umikajo bodisi lahko na sever ali pa na više nadmorske višine, ampak enkrat bo teh recimo nadmorskih višin zmanjkalo, tako da za te vrste je že kar težava. In potem so morda še en manjši dejavnik, ampak ti opraševalci, ki so zdaj, vsaj veliko se govori, predvsem o čebeljah, da so v nevarnosti, vedno zaradi istega vzroka, ki ga lahko na kratko imenujemo človek.
Ja, tako je. V zadnjih letih se res zelo veliko govori o opraševalcih in njihovem pomenu za rastline oziroma za celotno okolje. S tem, da je tukaj pomembno poudariti, da ponavadi govorijo samo o čebelah kot opraševalcih. Mi, biologi, pa poudarjamo, da niso čebele pač edini opraševalci oziroma da za naše domorodne vrste čebele niso najpomembnejši opraševalci oziroma da naše vrste oprašujejo predvsem divje čebele oziroma čmrli in pa tudi drugi opraševalci. Seveda, tudi oni so enako ogroženi kot, zaradi recimo onesnaževanja, zaradi prekomernega gnojenja, zaradi strupov, ne. Drugače pa ja, seveda, brez opraševalcev ni rastlin, ne. Tako da to je en tak krog, ne. Če pademo v njega, potem bomo težko iz njega izšli. Zakaj je pa biodiverziteta tako pomembna? Pravzaprav ni enostavno razumeti tega pojma. Ja, zdaj, biodiverziteta je pomembna, ker proizvaja nekatere dobrine, ki jih mi rabimo, recimo jabolka kot vir neke prehrane, ampak ni samo hrana, pomembno je recimo tudi, da rastline omogočajo čiščenje okolja, recimo prečiščujejo vodo, potem imajo neko vlogo pri recimo zadrževanju kakšnih poplav, ne, se pravi, tam, kjer je večji rastlinski pokrov, tam so sigurno vplivi teh nepredvidljivih dejavnikov, recimo vremenskih razmer so manjši. Potem seveda vemo, da rastline proizvajajo kisik, ne, v procesu fotosinteze. Pomembne so za kroženje vode, ne samo rastline, pač pomembno cel ekosistem, ne, za kroženje vode, za kroženje hranil. Se pravi, to so take ekosistemske vloge. Potem tudi z vidika samega človeka, recimo, ne, to, da vstopiš v neko življenjsko okolje, kjer je več vrst, več različnih rastlin, več barv, ne, to je sigurno za nas lepše, ne, in si ne želimo izgubiti te raznolikosti. To, kar ste pa vi rekli, ne, da če nam je všeč ena stvar, ni dovolj mogoče eno in kaj pa, če se zgodi neka sprememba v prihodnosti, recimo, da ta vrsta pridobi nekega škodljivca in če imamo mi samo eno vrsto, potem lahko škodljivec uniči vse osebke te vrste. Se pravi, je pomembno, da imamo neko variabilnost, ne. Tudi recimo pri kmetijskih rastlinah danes, ne, se zelo poudarja to, da iščejo v naravi sorodnike teh kulturnih rastlin, ker ukolikor bo prišlo v prihodnosti, recimo zaradi klimatskih sprememb, da bojo nekatere kmetijske rastline, da ne bojo več primerne za gojenje tukaj ali pa da bojo dobile škodljivce, ne, se bo lahko s pomočjo teh divje rastočih sorodnikov, ne, se lahko mogoče naredi nove hibride, nove sorte in tako naprej, ne. Omenili ste ekosistem, vsak člen tega ekosistema ima ponavadi eno svojo vlogo oziroma je del te celote. Kaj se zgodi, če en člen ali več členov izumre? Zdaj, ekosistemi so sestavljeni iz ogromnega števila teh sestavnih delov, pravzaprav po mojem nihče ne ve, koliko je teh sestavnih delov, ker zelo veliko vrst mi pravzaprav v naravi še ne poznamo, ne, veliko nevretenčarjev, talnih organizmov, da ne govorimo o bakterijah in tako naprej. Sigurno je tako, da če samo ena vrsta, če izgine v okolju, ne moramo reči, da se bo celoten ekosistem sesul. Tudi če izgineta dve vrsti, mogoče ne. Res je tudi, da nekatere vrste imajo nekako, ni lepo reči, so manj pomembnejše, ampak pač nimajo takšne vloge v ekosistemu kot nekatere druge. Ampak postopoma to si predstavljamo, ne vem, kot en zid, iz katerega jemljemo zidake, ne. Če vzamemo enega ven, se ne bo nič zgodilo, tudi če dva vzamemo ven, ampak če jih vzamemo dovolj veliko, ne, se bo pa ta zid počasi začel podirati, ne, in to se začne potem tudi v ekosistemu dogajati. Lahko pridejo v ekosistem neke nove vrste, ki prevzamejo malo drugačno vlogo, ampak to pomeni, da se bo ekosistem rahlo spremenil. Ja, narava pač naredi svoje in človek, ko vstopi vanjo, večkrat naredi take napake, da se jih potem tudi sam, ne vem, če se spomnimo na
tukaj govorimo o zoologiji, ampak zajci v Avstraliji, ki so se gromozansko razmnožili, so en tak klasičen primer tega. Ja, pa niso bili samo zajci tam, tudi kakšne koze na kakšnih otokih, ali pa sploh otoki so zelo podvrženi tem vplivom, zaradi tega, ker otoki so specifični v svojem delovanju, ne, ponavadi so majhni in tudi osebki, ki živijo na otokih, so nekako prilagojeni samo na tisto življenjsko okolje in so manj konkurenčni drugod. Znano je tudi recimo, da so rastline na otokih, da imajo recimo manj trnov, ker jim ni treba se braniti pred recimo herbivori, ne, in potem, če vnesemo nek organizem na tak otok, zajce ali pa koze ali pa kaj podobnega, ne. Rastline niso na to navajene in bo potem zelo hitro prišlo do zelo velike spremembe, ne. Gostja oddaje Heureka je docentka doktorica Živa Fišer-Pečnikar, namestnica predstojnika oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Govor pa je o akciji KOST, ki so jo pridobili s projektom Celostni pristop k varovanju evropskih ogroženih rastlinskih vrst za 21. stoletje. Zdaj pa še vprašanje o temi, ki ste jo izbrali za vašo KOST akcijo, in sicer do teh problemov vi skušate imeti en celosten pogled, torej razumeti, da, kot smo slišali tudi iz tega, kar ste doslej povedali, v naravi ni nič enostavnega, da je treba na določen problem gledati iz zelo različnih zornih kotov. Ja, v bistvu, ko sem jaz začela razmišljati o tem projektu, mene je včasih zmotilo to, da so ljudje mislili, če hočemo eno vrsto, rastlinsko vrsto rešiti, pač dajmo jo posaditi nekam. Zelo enostavno se je to zdelo, ne. Pa v bistvu ni tako, ne. V ozadju je veliko stvari, ki jih moramo upoštevati. Bomo posadili, se pravi, moramo vrsto najprej vzgojiti. Iz česa jo bomo vzgojili? A jo bomo vzgojili iz semen? Kako bomo ta semena, kako jih bomo pridobili, kako jih bomo shranili, kako jih bomo kalili, a jih bomo, ne vem, a jih bomo kar dali v zemljo, pa bo izkolili, to ne vemo, mogoče jih moramo namakati, mogoče jih moramo take stvari. Potem, a bomo vzeli te osebke, ki jih bomo ponovno naselili iz ene populacije, iz več populacij, iz najbližje populacije. Vsak bi rekel, jih bomo vzeli čim bližje. Ni nujno, kaj pa če genetska slika pokaže, da so genetsko bližje neki osebki, ki so bolj oddaleč. Tako da v bistvu nobena stvar ni tako enostavna, kot se zdi. Zato se nam je zdelo, da tukaj, če hočemo narediti nekaj dobrega in učinkovitega, da moramo potegniti v ta projekt zelo različne profile ljudi. Tako da v bistvu mi smo projekt razdelili na različne delovne sklope. En sklop smo poimenovali nekako tako in situ varovanje, se pravi varovanje vrst na mestu samem, se pravi, kaj moramo narediti v naravi, da bojo te ogrožene vrste, pač da jim bomo pomagali. Drugi sklop je ex situ varovanje, to pomeni zunaj njihovega življenjskega okolja, kako bomo recimo shranjevali semena ali pa mogoče, ali je možno kakšno klonalno razmnoževanje v določenih primerih, ko semeni to ne gre. Potem tudi genetika ima tukaj, v bistvu je del enega sklopa, se pravi, da bomo pogledali, koliko se pravzaprav v teh
v današnjem času, ali se genetika upošteva pri varovanju vrst. Vemo, da pri živalih je to dan danes neobhodno, vedno, ko govorijo o nekih naselitvah volkov, medvedov, risov, ne, to zdaj že vsi vejo, da je treba pač katere populacije je treba vzeti, da si morajo biti genetsko podobne, ne. Medtem ko pri rastlinah, tako se zdi, se pri rastlinah to ni pomembno, ne, pa je ravno tako lahko pomembno. Potem en sklop se nanaša bolj na, kako bi rekla, mogoče tudi bolj na zakonodajo oziroma take administrativne težave, recimo rdeči seznami, ki niso posodobljeni povsod po Evropi, se pravi, da nekateri imajo ene vrste kategorizacijo, nekatere države, druge države imajo malo drugačno kategorizacijo in potem, ko se pogovarjajo države med seboj, v bistvu ne sovpadajo te kategorije ogroženosti, tako da to bi si želeli, da se poenoti. Četrti sklop, ki je pa, meni se zdi, da je mogoče najbolj zapostavljen pri rastlinah, je pa v bistvu človek in rastline. Se pravi, v bistvu vključevanje javnosti v varovanje vrst. Tukaj vidim jaz še velik potencial, kako bi lahko splošna javnost pomagala pri varovanju vrst. Vemo, da če želimo varovati bodisi živali, rastline, moramo imeti podporo javnosti, ker če ljudje ne razumejo, zakaj to delamo, če se jim ne zdi smiselno, ne, potem nismo veliko naredili. Če pa ljudje tudi nas prevzamejo neko odgovornost, da vejo, da so rastline pomembne, živali pomembne, da nekje rastejo, da jih ne bojo uničevali in trgali, ampak da bojo mogoče celo pomagali z njihovimi aktivnostmi pri varovanju, ne, potem pa smo naredili veliko. Tako da tukaj si jaz želim, da bi na tem področju bilo narejenega kaj več, kar trenutno mislim, da je podhranjeno. Iz povedanega se razume, da so udeleženi strokovnjaki z zelo različnih področji. Ja, zelo različna področja. Večinoma so to sicer raziskovalci, bodisi na inštitutih, na univerzah ali pa v botaničnih vrtovih, ki delujejo na področjih recimo varstvene genetike, potem in situ in ex situ varovanja. Veliko jih prihaja iz botaničnih vrtov, kjer skrbijo za semenske banke. No, kar smo pa mi želeli vključiti, je pa tudi, da bi vključili te, ki se neposredno ukvarjajo z varovanjem narave, se pravi ljudi, ki recimo delajo v zavarovanih območjih, ali pa kot neke menadžerje, ne, da bi v bistvu prenesli te naše znanstvene izsledke, ki jih je v bistvu zelo veliko, ampak problem je včasih prenos na te upravljalce zavarovanih območij. Oni ne dobijo informacij o tem, kako bi varovali določeno vrsto, ne, in potem vsak dela nekaj po svoje. Ne. To smo tudi opazili včasih, ne, da neka inštitucija pridobi projekt o varovanju vrste, pa se tega ne loti mogoče na pravi način, zaradi tega, ker nimajo dovolj znanja, ker ne vejo, kje poiskati informacije. Zato smo nekako kot eno od aktivnosti na tej akciji želimo izdelati eno tako spletno platformo, se pravi, da bi na spletu imeli kot nek zemljevid, kjer bi bile vrisane posamezne rastlinske vrste, ki so že pod nekakšnimi ukrepi varovanja, da če bi se kdo želel, pač ne vem, da bi želel varovati neko vrsto, bi lahko poiskal na tej platformi, a je bilo v tej vrsti že kaj narejenega, a obstajajo mogoče protokoli kalitve, obstaja genetika in tako, kako so se drugi lotili tega raziskovanja. Mogoče še ena stvar, na katero večina ljudi ne pomisli, je ta, da želimo tudi pridobiti podatke o neuspešnih akcijah, ker uspehi so ponavadi zelo skrbno zabeleženi, ne? Ko nam nekaj uspe varovati neko vrsto, ko nam pa ne uspe, ne, se pa to kar nekam porine v ozadje, ne? Ampak to je pomembno, saj nismo vedno mi krivi, da nekaj ne uspe. Mislim, so neki dejavniki, na katere lahko imamo vpliv ali pa ne, ne? In če je to zabeleženo, potem naslednji, ki se želi s tem ukvarjati, bo vsaj vedel, aha, to nima smisla, ker to je bilo že poskušano, ne bomo se s tem ukvarjali, bomo poskusili kaj novega. Ne? Tako da to je tudi ena od naših aktivnosti, iskanje v bistvu neuspehov. Iz napak se pač lahko učimo. Kako pa mislite nagovoriti javnost? Moram reči, da so te akcije zelo dobro naštudirane, ker obstajajo že 30 let in so se v teh 30 letih zelo razvijale. Tako da ena od funkcij znotraj teh projektov
ena od, ne vem, kako bi se reklo, vodstvenih pozicij je tudi oseba, ki ima na čez komunikacijo z javnostjo, sploh danes, ko vemo, da vsa ta socialna omrežja in Instagram in Facebook in to, se pravi, da se veliko komunicira preko tega, preko spletnih strani, pa tudi preko raznih delavnic. Tako da organizirali bomo delavnice ne toliko za splošno javnost, ampak bolj za, kot sem rekla, te menedžerje oziroma upravljalce zavarovanih območij, ki v bistvu imajo večjo povezavo z javnostjo. Tako da je v bistvu en cel del te akcije, je potem nujen, ko tudi zahteva komunikacijo z javnostjo, tudi različne intervjuje, članke v časopisju, to je zelo se podpira, da se te aktivnosti pokažejo navzven. Koliko časa pa traja ena kost akcija oziroma ta vaša kost akcija? Ja, vse kost akcije trajajo 4 leta, se pravi, mi smo zdaj do leta 2023, do oktobra bojo te aktivnosti potekale. Potem se pa ponavadi so kost akcije pravzaprav nek začetek še bolj tesnega sodelovanja nekaterih raziskovalcev in velikokrat potem rezultirajo v prijavi kakšnih teh večjih raziskovalnih projektov, kot so recimo Horizont 2020. Vi kot koordinatorka vse te velike mreže raziskovalcev, inštitucij, držav, kako boste zmogli vse to, imate verjetno tudi kako podporo, tudi čisto administrativno? Tako je, pravzaprav tista organizacija, ki vodi te akcije, dobi določen odstotek teh financ, pač jih zadrži zase zaradi administracije, tako da pravzaprav imamo že novo sodelavko, ki bo delala na tej akciji, ona je že prej sodelovala na eni drugi, tako da ima veliko znanja in izkušenj iz tega in mislim, da bo pač ona nam v veliko podporo. Drugače sva tukaj iz našega oddelka, sva v 2, ki sodelujeva tukaj, jaz pa sodelavec Peter Glasnovič. Imamo pa še nekaj pač ožjih sodelavcev, tem reče se jim kot neka osrednja skupina, core group, se pravi, to bo recimo 10 ljudi iz te akcije, ki bojo bolj tesno sodelovali in se bojo tudi večkrat dobivali na sestankih. Tako da sigurno ne bo pač vse to breme organizacije samo na meni, ampak si ga bomo lepo razdelili med tudi z ostalimi sodelujočimi. In za konec, s kakšnimi željami začenjate to, ki bi jo lahko imenovali pravzaprav avanturo? Ja, v bistvu moja želja je, da bojo stvari potekale tako, kot smo si jih zamislili, da ne bo prišlo do kakšnih nepredvidljivih v bistvu dejavnikov vmes. Malo nas je strah, kako bo vse skupaj potekalo, po drugi strani smo pa zelo pozitivni in zelo v bistvu navdušeni nad to priložnostjo, ki nam je bila ponujena in mislim, da jo moramo izkoristiti 100%. Poslušali ste oddajo Nizah Heureka, v kateri je bil govor o varovanju evropskih ogroženih rastlinskih vrst, področju, kateremu je posvečen projekt, s katerim je skupina doktorice Žive Fišer-Pečnikar pridobila akcijo Kost. Naša gostja je namestnica predstojnika oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Uredništvo Marija Precelj. Oddaja Heureka je na razpolago tudi v obliki podcasta na spletni strani www.sedesfjk.rai.it.